gospodje, kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. Torej, v našem krajšem referatu bom predstavil pravzaprav lastno svojo izkušnjo glede proučevanja gospodarske tranzicije, izzivov, zagad, kar zadeva samo raziskovanje, je bilo seveda ogromno. Kar zadeva pa rezultate, pa danes 5 oziroma 6 let po končanem delu, oziroma po zaključeni dezertaciji, lahko rečem, da bi z današnjim gledanjem marsikatero področje zadevo predstavil oziroma napisal drugače. Torej, kar zadeva samih izzivov v prvi vrsti, je seveda vsekakor proučevanje gospodarske tranzicije po letu 1991 predstavljala oziroma bila novost, veste, so vse tedanje raziskave z področja gospodarske zgodovine zaključile z letom 1991, nekako raziskava po letu 1991 je predstavljala logično nadaljevanje. Vsaj, kar zadeva Inštitut za novejško zgodovino, ki je bil tisti, ki je pravzaprav se odločil za sistematično raziskovanje tudi tega obdobja. Seveda, poleg tega je, če ste prej razlagali o zagatah, ki jo imate pri raziskovanju politične zgodovine oziroma obdobja z področja politične tranzicije, je seveda proučevanje gospodarske tranzicije še toliko, če bomo rekel, težje, lahko rečem, pa da je tudi seveda vseh vprašanj oziroma zagat še toliko več. Že, če pogledamo samo gospodarsko zgodovinopisje, lahko rečem, da je seveda ta ena od podzvrsti zgodovinopisja, ki je napram politične, kulturne zgodovine tudi potisnjena, lahko rečem, na obrobje. Seveda ena od težav je že omenjena historična distanca. Tukaj vedno navajam citat Ivana Peremda, ki pravi približno takole, oziroma kot lahko preberete, da je dogodke iz sedanjosti oziroma iz obdobja nedokončane sedanjosti pisati tako, kot da bi streljali na primerjajočo se tarčo. Torej, vsekakor je dejstvo, kakokoli obračamo, ali je smiselno proučevati tudi to najnovejše obdobje s strani zgodovinopisja. Moj odgovor, da da. Nenazadnje je bilo že 25 let, kot sem dejal, res je, da bi že danes določene procese morda predstavili veliko drugače. To je tudi nenazadnje naloga zgodovinopisja, da seveda v novih spoznanjih, v novih ugotovitvah tudi slednje vedno znova in znova predstavljajo. Do tega še pridem. Definitivno je dejstvo, da zaradi tako imenovane kratke historične distance pri samem raziskovanju moramo biti še toliko bolj previdni, toliko bolj kritični, ker tukaj se strinjamo, ker je bolj prej že nakazano. Pravzaprav problematika glede virov ni v tem, da bi imeli težavo s pomanjkanjem virov gradiva. Informacije, ki so zadevajo področje ekonomije, gospodarske tranzicije je pravzaprav ogromno. Še danes, kot veste, in temu je bilo celotno obdobje 90 let, tako smo pravzaprav vsakodnevno bombardirani številnimi informacijami, ki se tako ali drugače navezujejo na ekonomsko področje. Zato se je bilo seveda vse te možnosti še toliko težje narediti neko jasno sliko ali pa neko rekonstrukcijo vsega tega dogajanja. Kar zadeva teh klasičnih virov, dokumentov, lahko rečem, da so večinoma vsi dostopni. Govorimo o gradivu, dokumentaciji relevantnih institucij, ki se pač ukvarjajo z ekonomskim področjem, govorimo o letnih poročilih in tako naprej, ki jih hranijo tako Banka Slovenije, Zavod za makroekonomske analize in tako naprej. Vsi ti dokumenti so že danes, pa že kar nekaj časa seveda dostopni.
stopnje. Seveda težava so pa osebnostne korespondence, gradiva političnih stran, gradiva podjetij in tako naprej. Tukaj moram reči, da bo verjetno tudi tisti, ki se bo čez 20, 30, 40 let ukvarjal s tem področjem, imel podobne težave. Namreč v praksi vem, da številna podjetja, ki bi že znala, pa pred leti vsaj, lahko rečem, morala predati gradivo arhivom, tega ne storijo. Zdaj, kakšni so razlogi, lahko ugibamo. Dejstvo je, da se pravzaprav vem kar nekaj takšnih primerov, da enostavno se niti ne odzivajo. Tako da je tudi vprašanje, kakšno gradivo bo na koncu koncev predano. V vsakem primeru se pripričam, da ne nekaj takega, kar bi mogoče lahko bilo za koga zanimivo, pa kar se lahko kdo predstavlja, verjetno neke splošne evidence, številke, ampak vsekakor nekih oficialnih informacij. Poleg tega je seveda to obdobje po leta 1991 se pada tudi, vidite, z informacijsko revolucijo, tako da je tudi dostop do različnih informacij, dokumentov hitrejši. Je pa dejstvo seveda, da je bil proces tranzicije eden najbolj preučevanih procesov v 90-ih letih. Seveda v prvi vrsti strani ostalih ved, drugi ved, sociologi, pravniki in tako naprej, ampak tudi zgodovinarji so se že ukvarjali s tem tudi na sistematičen način. Tako da jaz v Sloveniji je pravzaprav rečeno to bilo rost, ampak mislim, da je bila to takrat pravilna odločitev Inštituta za novejšo zgodovino. Zdaj, če gledam rezultatom, zelo na kratek, samo nekaj smernic pa zadev bi izpostavil, ki mogoče danes gledam drugače kot nekaj leti. Zdaj, mislim, da je samo razumevanje ekonomske tranzicije v prvi vrsti potrebno razumeti ali pa gledati širše, vsaj kot zgodovinar, da gledamo to tako. Namreč, seveda, po vzroki, ki so pripeljali do vseh teh družbeno-političnih, seveda tudi ekonomskih sprememb, v prvi vrsti seveda znotraj Jugoslavije, vemo, da so tukaj tako neka politična, mednacionalna, kulturna, tudi gospodarska nesoglasja pripeljala do seveda tega procesa. Ne nazadnje pa je bil to čas tudi nekega širšega zunanjega dogajanja, ki je seveda vse preko zanemarljiv. Se pravi, to je bil čas, razpad bipolarne delitve sveta, prišlo je do izpetosti socializma, razpadla je Sovjetska zveza in podobno. Tako da to je eno. Seveda, če pogledamo pa samo ekonomsko področje, seveda, da sem naredil pregled proces tega obdobja 1990-2004, nekaj čez, ampak če pogledamo širše, moramo vedeti, da ta sistem, v katerega je Slovenija 91. leta vstopila, kapitalizem, pa je seveda v teh razvitih kapitalističnih sistemih doživljal spremembe že toliko prej. Se pravi, na ene strani pri nas so se spremembe dogajale plačno od vse, je pa seveda tudi na globalne ravni kapitalizem začel, so se na področju kapitalizma začele odvijati določene spremembe, pravzaprav že sredi 70-ih let, izrazito pa potem v 80-ih letih minulega stoletja. Se pravi, govorimo o tej izrazitem spolno finančnega sektorja, na drugi strani je industrija izgubljala in tako naprej. Finančni sektor je rastla 6-krat hitreje od tega tako realnega sektorja in posledice seveda vsi poznate. Te posledice so pravzaprav v Sloveniji prišle, kot tudi sicer posamezne spremembe z zamikom. Je bilo prerečeno, na ekonomskem področju se to zgodilo po prvem četrtletju, poradno vsaj po prvem četrtletju leta 2009. Seveda, da ne bom predolg, bi govoril samo še na dve vprašanje, pravzaprav, ki so mi bili postavljeni pred dvema dnevoma, namreč, kaj je v resnici, če lahko govorim kot zgodovina, kaj je v resnici Slovenija pridobila za ekonomsko osamosvojitvijo. Seveda, v prvi fazi vsekakor precej, rečem, poleg tega, da smo se fiskalno osamosvojili, pravno osamosvojili, poleg tega, da je Slovenija sprejela številne predpise, ki so na novo urejali
bančno področje, kreditno poslovanje s tujino, na novo smo seveda definirali carinsko poslovanje, tako naprej, na zadnje so tisti pregledi lastno valuto, ki je ne na zadnje dokončno seveda jugoslovanske trge naredila za tuje. Pa smo seveda z leti, tudi potem, ko smo ta svoj prioritetni cilj pravzaprav dosegli, to je vstop v Evropsko unijo, določene ta področja na nek način tudi seveda izgubili. Seveda, zdaj smo člani nekaj širše globalne integracije, ki ima seveda določene pa veliko prednosti. Na eni strani smo del nekega polmilijonskega trga z enotno valuto in podobno, ki pa seveda na drugi strani ima, tako kot verjetno vsaka zadeva, tudi določene slabosti. Vemo, da verjetno pa to tudi posledica časa, ki ga živimo, vsaj v zadnjih letih, kriza, ki je ponovno udarila, je vsekakor verjetno tudi sprožila to nelagodje in negativizem, ki je bil prej omenjen, ne samo znotraj odnosa do položaja v Sloveniji, ampak tudi širše, se pravi vse več tega euroskepticizma in tako naprej, vse več seveda tudi nekaj vrste groženj po izstopu, vse v primeru Velike Britanije je tako. In tam se mi zdi zanimivo, bom zaključil, malo narežem to širšo perspektivo, pa se mi vendar zdi pomenljiva, namreč avtori, številni raziskovalci, ki navajajo razloge, zakaj bi bilo smiselno izstopiti iz Evropske unije, vse v primeru Velike Britanije. Ena od zadev, ki se očita Evropske unije, je tudi ta prevelika birokratska obremenitev napram podjetij. Potem veste, da se tudi v Sloveniji pogosto govori in mislim, da je vsakaj ekonomsko področje prvi vrsti smiselno, da bi politika takšna ali drugačna, vse ko gre za ekonomska vprašanja, bila sposobna preseči neka strankarska prepričanja, ideologijo in dejansko delala v smeri neke jasne strategije in se začela ukvarjati z dejanskimi problemi, o katerih pravzaprav podjetniki, s katerimi se podjetniki pravzaprav ukvarjajo vsakodnevno. Eno vprašanje je bilo tudi to, glede na položaj Slovenije danes. Ali to pomeni, da imamo v Sloveniji manj sposobne podjetnike, gospodarstvenike in tako naprej. Torej jaz sem, v vsakem primeru se s tem seveda s to tezo ne morem strinjati. Jaz mislim, da imamo v Sloveniji ogromno sposobnih podjetnikov, gre pa seveda predvsem za neka mikro, srednja in mala podjetja. Je pa res, da se večina od teh tudi zelo uspešnih dejansko ne želi izpostavljati seveda iz takšnih ali drugačnih razlogov, ampak dejansko so tukaj, se mi zdi, da osnovne problemi našega sistema, kar treba ekonomsko področje, namreč, ko bomo resnično delovali v smeri, da bomo ustvarjali neko stabilno okolje, ko bomo tudi davčna področja prilagodili in podobno. Jaz mislim, da smo lahko tudi bolj optimistični oziroma, da ni vse tako, če